Slovenskim upokojencem bi želela sporočiti, da upam, da se bodo kmalu uresničile vse dobre želje, ki jih poslušamo v zadnjem času, ko vsi politiki poudarjajo, da je skrb za starejše njihova prioriteta. Dobro vemo, da v zadnjih 20 letih ni bilo dovolj narejenega za starejše in menjale so vse vrste oblasti. Od leve do desne, veliko je bilo obljub, veliko strategij, konkretnih ukrepov in dejavnosti pa premalo. Danes imamo v javni razpravi zakon o dolgotrajni oskrbi. Nujno ga potrebujemo, že včeraj smo ga potrebovali. V tej razpravi smo dali veliko konkretnih, dobrih izboljšav. Vsi, tako izvajalci kot strokovna in laična javnost. Upamo, da bodo pripravljalci razumeli našo željo po dobrem zakonu in bodo te pripombe upoštevali, morda celo malo podaljšali javno razpravo in potem dali v ponovno razpravo dopolnjen, boljši zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo napisan na kožo vseh starejših, pa tudi tistih mlajših, ki bodo koristili storitve dolgotrajne oskrbe. Srebrna nit je zelo aktivna že kar nekaj časa in ne, da gleda kritizersko na stanje v naši družbi. Ne, predlagamo izboljšave in še posebej v času koronavirusa, ko so se pokazale vse slabosti institucionalne oskrbe in oskrbe tistih, ki so ostali doma za zaprtimi vrati in niso imeli ustrezne pomoči. Veliko predlogov smo dali. Skrbi pa nas, ker ne dobivamo odgovorov na naša javna pisma, niti ne čutimo, da bi se dejansko kaj premikalo, čeprav je situacija izjemno zaskrbljujoča. Zato smo pred kratkim vprašali vlado in pristojna ministrstva, kako bodo krepili javni socialno-varstveni sistem v naši državi, kje bodo zgradili obljubljenih 5 novih domov za starejše, ali bo Vrtojba postala javni zavod, ali bo Osilnica dokončana in bo ravno tako javni zavod. Na žalost odgovorov ni, po ovinkih pa zvemo, da se Vrtojba prodaja zasebnikom in to iz DUTB-ja, ki naj bi bil del demografskega sklada, ki ga upokojenci in vsi tisti mladi, ki bodo upokojeni čez 20-40 let, pričakujejo kot vir za dopolnjevanje njihovih pokojnin. Prepričani smo, da bi morali to državno srebrnino, ki jo še imamo, ohraniti in skrbeti, da bi se v demografskem skladu denar plemenitil samo za pokojnine, za čase, ko bo tega denarja v pokojninski blagajni in v proračunu premalo. Obljubljali so nam dober urad za demografijo kot korak k ministrstvu za starejše, ki bi prevzel celotno skrb za starejše, kajti sedanja delitev skrbi na 2 ministrstvi, za zdravstvo in za delo, se je izkazala kot neučinkovita in kot slaba. Vendar ta odlok o ustanovitvi urada za demografijo kaže na to, da bo to samo še en birokratski urad, ki bo trošil davkoplačevalski denar in od tega bodo imeli upokojenci bore malo. Veseli smo, da se pokojnine usklajujejo. Treba bi bilo nadoknaditi to, kar je vzel zakon o uravnoteženju javnih financ. Veseli smo tudi, da so vsi upokojenci dobili turistične bone, vendar nas žalosti, da tisti, ki jih ne morejo koristiti za osnovni namen, ne morejo doseči, to je bila tudi pobuda Srebrne niti in številnih upokojencev, da bi v enem od korona zakonov, verjetno bomo imeli še korona 6 zakon, naredili izjeme, kako bi tudi tisti starejši, ki imajo tako nizke pokojnine, da ne zmorejo nikamor in bi porabili ta denar v drugačne namene za življenje, morda za praznovanje
okrogle obletnice, 80-letnice v nekem gostišču, kar bi tudi na nek način pomagalo turizmu in zaposlenim v turizmu, vendar odgovora na naše pobude ni. Razveselila nas je sicer populistična novica, da bomo lahko zastonj potovali v medkrajevnem prometu, a na žalost nas starejši opozarjajo, da so nekateri peroni na postajah železniških narejeni na način, da so primerni samo za zelo mlade in aktivne posameznike, kajti potrebno je kar nekaj spretnosti, da se povzpneš na vlak ali da z vlaka skočiš pol metra v neznano, v globino. Podobno velja za avtobusne prevoze. Po televiziji smo gledali prispevek, kako se pred avtobusu drenjajo množice in kako bentijo vsi na starejše, ki se silijo in hočejo potovati, vendar sistem rezervacij ni urejen na način, da bi tisti, ki zagotavljajo, prevozniki naročili več avtobusov. Vemo, da avtobusi stojijo, ker ni potovanj v tujino in tako naprej. In je tudi ta dobra namera z veliko slabe volje pospremljena in na ta način se ne krepi medgeneracijsko sodelovanje, če na nas starejše, mlajši gledajo kot na nepotrebne, kaj naj rečem, tiste, ki jim odžirajo prostor v avtobusih, ko gredo oni v službo in tako naprej, ali pa na izlet. Tako, da si želimo več sodelovanja s starejšimi, ko se določene aktivnosti oziroma uredbe vlade sprejemajo, da se nas povpraša, kaj mislimo tudi mi starejši, ker si ne želimo, da odločajo o nas mimo nas.